Tukaj sem prvič in vsakič, ko pridem v neko novo stavbo, ki me navduši, rečem vedno wow in je ta wow efekt. Zunaj nisem imel toliko občutka, da se toliko lesa le skriva v tej stavbi. Tukaj pa res že diši malce po lesu. Ja, tako ali se motim? Tako je. Les je zunaj tudi navzoč, ampak ga je bilo veliko pokritega, zato ga nismo videli, ker je bil zaščiten s fasado. In tudi malo smo se hoteli navezati na ta primorski način gradnje iz kamna, torej bila kamnita fasada in tako. Notri pa seveda zaživi ta les v vsej svoji lepoti. Sama gradnja ni bila preprosta, verjamem, ker je seveda zahtevala svoje zgodbe. Pa vidim tudi, ko obiskovalci pridejo, da si lahko tudi sami preberejo nekaj o gradnji, o materialih, ki ste jih uporabljali. Pa marsikatera še druga zgodba je skrita tukaj z namenom in da je tudi učinkovita na koncu za obiskovalce in za tiste, ki so tukaj zaposleni. Predvsej ste morali razmišljati, ne? Seveda, ta stavba je sama po sebi zasnovana kot raziskovalni projekt. Njo smo zasnovali zaposleni raziskovalci v samem inštitutu Inorenju in v bistvu zdaj to tudi merimo za senzorji, različne aspekte lesene gradnje, trajnosti lesa, preprečevanje zamakanja, potem statični pomiki in tako dalje. In to je seveda tukaj predstavljeno na teh plakatih na tej steni. Hkrati bi želela še to povedati, da ta stavba je zasnovana tako, da čim več lesa doživimo tudi z dotikom. Ker mi ljudje ne doživljamo les samo z očmi, tudi z vonjem, z vsemi čutili, ga doživljamo, ampak z dotikom pa prepoznamo les, tudi če ne vemo, da se ga dotaknemo, vpliva pozitivno na delovanje možganov. Ja, lepo se je dotikati tega lesa. Stopnice pa seveda so prisotne v vsaki stavbi. Prej smo omenjali skrito dvigalo oziroma neskrito dvigalo, seveda je opazno, je vidno, ampak vzpodbujate zdrav način življenja. Vemo, les je lep in zdrav, pa tudi bivanje tukaj naj bi bilo čim bolj zdravo. Ja, so bile udobne stopnice, ne? Zelo udobne, se niste prav ni bil nič težek korak, utrudili ali zadihali, ne? Tudi jaz, ne? Bova lahko šla še potem 3 nadstropja gor po teh udobnih stopnicah. Tu pa je predvsem zato, da se ljudje čim več gibljajo. Saj smo ugotovili, tudi znanstvene raziskave smo delali na tem področju, da dolgotrajno sedenje na delovnem mestu škoduje zdravju. Je še kakšno delovno mesto prosto tukaj, recimo, da lahko hodite po stopnicah? Torej, za to, da preprečujemo preveč sedenja, imamo več ukrepov. Eno je seveda hoja po stopnicah, drugo je delovna mesta v stoječem položaju, torej imamo veliko pultov, na katerih lahko zaposleni opravljajo neko delo. Tudi v pisarnah imamo izvlečne pulte, kamor se lahko postaviš in postaviš laptop ali pa narediš telefonski pogovor. Potem imamo printerje postavljene na oddaljeni lokaciji, da se moraš prehoditi do tja, koše za smeti in tako naprej. Torej, vedno je dobro se malo gibati, ker si potem več narediš, ne? Pa tudi bolje se počutiš. Me že komaj zanima, kaj nas čaka še v ostalih prostorih. Tam sem opazil določena latinska imena dreves, torej tudi predavalnice ali pa sejne sobe so z namenom poimenovane po lesu, po drevesih. Ja, poimenovane so po drevesih. Tukaj bi poudarila, zakaj je tako dobro počutje, pa tudi vonj ste prej omenili. Zagotovo tudi zaradi tega, ker imamo veliko površin oljenih, niso lakirana, torej oljene mize, oljeni parketi. To zagotovo daje nek vonj. Potem, kaj še prispeva k dobremu počutju, tudi akustika. Tukaj vidimo akustičen strop, lesen akustičen strop, ki omogoča, da se midva zelo dobro razumeva, ker če bi preveč odmevalo, sploh ne bi vedela, kaj govoriva. Koliko je bilo tega razmišljanja in pa seveda znanja, ki stoji za tem, da ta stavba zaživi s to zgodbo? Ja, vse skupaj je trajalo nekako 4 leta, od začetka načrtovanja do nekih notranjih workshopov oziroma delavnic, ki smo jih imeli med zaposlenimi, do potem same gradnje. Vsak dan smo bili praktično na gradbišču, spremljali smo gradnjo.
nismo želeli, da zamaka, ne. Mi smo se najbolj bali vode, ne. Ljudje mislijo, da je požar zelo nevaren v leseni stavbi. Mi se veliko bolj bojimo vode, ker voda nam lahko zelo uniči les. In mi imamo veliko senzorjev na tej stavbi in tudi v času gradnje smo spremljali, koliko je bil omočen les in kako se ga izsuši, preden se ga pokrije z nekimi novimi sloji, kot so tlaki, fasade in tako. Tako da smo želeli ohraniti ta les zdrav in zdaj lahko trdimo, da ta stavba je zdrava in da so ljudje v njej tudi zdravi. Ja, kot zanimivost naj povem, da med pauzo, ko smo čakali na tale drugi najin vklop, sem seveda moral upraviti tisto nujno in opazil, da tudi umivalniki recimo v celoti skoraj da leseni. Ja, ravno kar jih gledate, to so te umivalniki. Vsekakor pa bomo v nadaljevanju spregovorila še o tej analizi same stavbe, kajti dejali ste številni senzorji, opazujete, kako stavba živi in diha tukaj v Izoli, tako da ja, imate še en krasen razlog, da spoznate to zgodbo o lesu še malce bolj detaljno. Hvala.